Lepo pozdravljeni v imenu obeh prirediteljev. Prevzemam jaz besedo tudi za Slovensko matico, vse sem član. In založbe Mladike. Torej, zbrali smo se zato, da tudi v Ljubljani, potem ko je bila že enkrat januarja predstavljena ta knjiga, zbornik esejev v Rebulovem vetru, ki je šel ob stoletnici rojstva pisatelja in misleca Alojza Rebule. Za ta zbornik je prispevalo eseje 9 zelo uglednih naših kulturnih delavcev. 5 jih je danes med nami, nekaj jih je bilo v Trstu, nekateri so se opravičili zaradi različnih razlogov in vas vse prisrčno pozdravljajo. Knjiga prinaša eseje spominskega, literarno-zgodovinskega, teološkega, zgodovinskega in še kakšnega značaja. Oblikoval jo je naš grafik, imamo 2, eden stoji tam in prodaja knjige danes, ampak drugi grafik je doma oblikuje najnovejšo številko Mladike, Matej Susič, in on je to knjigo tudi oblikoval. Naslov, kot vsi takoj ujamemo njegov smisel, je v Rebulovem vetru, namiguje na pisateljevo najpomembnejšo mojstrovino, na roman V Sibilnem vetru, a tudi na pisateljev duhovni nemir. In nakazuje, da je ta veter raznesel v različne smeri prvine njegove besedne umetnosti, narodnosti in teološke misli, zavezanosti demokratičnim vrednotam, ljubezni do antike, tako da te vrednote živijo in se razvijajo dalje ter vplajajo tako za mesto kot matično in tudi širšo javnost. Kot vidite, sedijo tukaj sodelavci, akademik profesor Milček Komelj, izredni profesor dr. Aleš Šmaver, publicistka in pisateljica Alenka Kuhar, magister Boža Rustja in seveda docentka doktorica Ignacija Friedel-Jarc, ki bomo takoj dali besedo. Ob stoletnici rojstva, ki je bila lani poleti, je zlasti Slovenska prosveta, ki povezuje številne katoliško usmerjene ustanove, društva in podobno na Tržaškem, dala pobudo za cel niz pobud. Višek, nekateri ste bili tam prisotni, je bil še Polaju, kjer je bila odkrita tudi plošča na rojstni hiši, oziroma na zidu, ki meji na vrt rojstne hiše. Mladika je objavila posebno številko 7 lani, ki je vsa posvečena nekako Rebuli, s krajšimi sestavki, in takrat smo rekli, tukaj so krajši in bolj osebni, recimo, medtem ko so eseji seveda bolj zahtevno branje. Nekaj številk Mladike je, dosti ne več, ker smo jo precej razdali. Prvi, ki je objavljen v knjigi, je pesnik in dramatik Miroslav Košuta, ki se opravičuje, ker s težavo hodi. Ampak v Trstu je bil. Njegova je osebna nota prijateljevanja z Rebulo, ki je tudi zelo lepo opisal, kako je stopil v stik z Rebulo in z Maverjem in z Mladiko, začel objavljati svoja dela tudi pri Mladiki, čeprav prihaja iz drugačnega kulturno in idejnega kroga. Torej, on je kot prvi objavljen v knjigi, ampak tukaj, v teh prostorih, seveda ima prvo besedo šefica te ustanove, doktorica Ignacija. Pri Slovenski matici je šlo več Rebulovih knjig, sicer ne v zadnjem času, ampak za časa profesora Koblerja in še kasneje. Napovedani so Rebulovi zgodnji dnevniki, ki jih vsi nestrpno pričakujemo, in da so videli, da so vsaj v 2 esejih so že navedbe iz tega dnevnika, nekateri ste ga videli in brali. Z akademijo ste kot Slovenska matica tudi priredili pomemben dvodnevni simpozij. Zdaj, ob vseh teh pobudah se vam zdi, da ta knjiga prinaša kaj
zanimivega, kaj pomembnega, dodaja kaj podobi, ki jo imamo o našem Rebuli. Hvala lepa, da smo danes tukaj spet zbrani v objemu Rebulovih besed, njegovega jezika, njegove osebnosti. Potem, ko smo se lani spominjali stoletnice njegovega rojstva. In seveda hvala tudi Vladiki, da je posredno me povabila pisanju prispevka v knjigi v Rebulovem vetru in na tak način znova povezala posredno slovensko matico z Alojzem Rebulo, s katero je bil pravzaprav, kot ste povedali, zelo povezan. Namreč prav pri slovenski matici, naj malce obnovim, je leta 1960 izšel njegov roman Senčni ples, ki velja za njegovo najpomembnejše zgodnje delo. In potem še leta 1968 roman V Sibilinem vetru, ki velja za njegovo najbolj celovito mojstrsko literarno umetnino. Sledila so dolga obdobja brez Alojza Rebule na slovenski matici in prav je, da vse ob 100-letnici razmislimo o tem, kako in zakaj je slovenska matica po tako izjemno kvalitetnih in odličnih literarnih besedilih pravzaprav na nek način, ne bi rekla prekinila, ampak vse pozabila na stike z avtorjem, da ni postal porekoč njen hišni avtor. Vendarle pa so se te poti znova združile v 80-ih letih, o čemer pišem v tem prispevku. In če smo na simpoziju v Rebuli seveda govorili predvsem skozi njegovo literarno besedišče in o njem razmišljali, je knjiga v Rebulovem vetru tista, ki ga nekako najbolj, bi rekla, celovito zaobjame. Celovito pa zaobjame zato, ker so prispevki zelo različnih generacij, od mlajših piscev, imamo tukaj Aleša Mavra, in pa do seveda tistih njegovih skorajda sopotnikov ali prijateljev, od njegovih učencev do tistih, ki smo Alojza Rebulo pravzaprav spoznavali in preko literarnih del. Tako da je knjiga res na imeniten način zbrala zelo različne poglede. In čeprav se nekako avtorje sejo nismo med seboj dogovarjali, Tudi niste vedeli, kdo je tam. katerih tem se bo kdo dotaknil, je prav neverjetno, ko sem znova prebirala zdaj to knjigo, kako se je recimo Miroslav Košuta preko te prijateljskega stika z Rebulo predvsem dotaknil vprašanja njegovega jezikovnega mojstrstva in zapisal te besede: čudež, da se je Alojz Rebula razvil v slovenskega pisatelja potem, ko smo skoraj izkoreninili materinščino. Aleš Maver v svojem prispevku se bolj osredotoča na vprašanje vere in seveda tudi tega Janezov-Pavlovskega razumevanja vere in cerkve. Dr. Igor Grdina predvsem opozarja na njegov izjemni, ne samo jezikovni slog, ampak tudi strukturiranost njegovih misli, ko ga označi, da je amalgam ekspresivistične jasnosti in komunikacijske umetelnosti. In po drugi strani, kar je še imenitno v prispevku dr. Grdine, da poudarja to bivansko navpičnico, ki jo izpričuje
Alojz Rebula, tako kot osebnost, kot tudi kot pisatelj. V današnjem izrazito ploskovitem, horizontalnem svetu je ta klic nazaj k razumevanju, k pogledu iz neba, iz zemlje na nebo in seveda k razumevanju vsega presežnega še kako pomembna. Morda bi opozorila še nekaj prispevkov, vseh žal ne bom mogla zaobjeti, ker je vsekakor tudi kot gostitelji želimo dati besedo predvsem našim današnjim gostom, pa bi izpostavila še nekaj vidikov, ki jih so izpričani v tem zborniku. To je Rebulov odnos do antike skozi oči njegove učenke, Barbare Zlobec, ki zapiše njegov imenitno izjavo o tem: zame obstaja ena sama fakulteta in to je ljubljanska klasična filologija. To zavedanje Rebulovo o tem, da evropski človek in seveda tudi slovenski človek korenini v grški, antični tradiciji in da teh korenin nikakor ne smemo posekati, izpričuje seveda na mnogih mestih, tudi v svojem dnevniškem zapisku Vrt bogov, ko pravi, kako so poskušali slovenski komunisti iztrebiti vse oboževalce Platona in Vergila. In se seveda sprašuje potem, kam bo ta zaton latinščine in grščine pripeljal slovensko družbo. Danes lahko zremo, kam jo je pripeljalo sistematično uničevanje tega klasičnega razumevanja sveta, ki je temeljno tudi skozi oba jezika, latinščino in grščino, in tega se je Rebula vedno zavedal, za strukturiranje mišljenja. To ni samo znanje nekih jezikov, ampak so jeziki, ki drugače formirajo našo misel, ki to misel usmerjajo k humanosti zaradi svoje strukturiranosti, odnosov, možnosti kreiranja številnih novotvorb in tako dalje. Knjigo pa zaključuje seveda kot vedno izjemen in imeniten prispevek akademika Milčka Komelja, ki sam bravurozno piše o bravuroznosti Rebule kot neprekosljivega mojstra v besednem prikazovanju vidnih lepot sveta. In vse te vidne lepote, kot poudarja akademik Komelja, Rebula z stališča večnosti. In tu se nekako v tem zadnjem prispevku seveda dotaknemo tudi Rebulovega čaščenja lepote, estetike, lepote, kjer je vedno tudi na poti k Bogu. In v tem pogledu lahko seveda samo izrečem iskren poklon Mladiki za ta imenitni zbornik in seveda avtorjem, tistim, ki so danes tukaj in tistim, ki so zapisali svoje besede, pa jih danes morda ni tukaj. Najlepša hvala. Izmed odsotnih sta dva, kar zelo zavzeto studiozno se lotila svojega pisanja, profesorica Marija Pirjevec, slavistka, duhovni ustroj Rebulove pripovedne proze, in Barbara Zlobec, že omenjena, ki piše o grško-latinski dvojezičnosti, torej v antiki, kot manjšinski predstavnik, kulturnik, se sprašuje, kako je pa to v antiki delovalo, vendar seveda to svojo strokovnost zabeli z hvaležno mislijo na svojega profesorja, kateri Rebula jo je navdušil za antiko in je tudi končala klasično filologijo in tudi prevaja klasična dela. Še nekdo se je moral danes opravičiti, dr. Igor Grdina, ki o Rebuli pravi, da je ustvarjalec bivanjske navpičnice. In če govorimo o duhovni plati Rebule, mislice in pisatelja, bi zdaj predal besedo
odgovornemu uredniku Ognjišča in samemu pisatelju, magistru Božu Prusti, ki je diplomiral iz Rebulje v mladih letih, ampak je sledil celotnemu njegovemu pisateljskemu duhovnemu usponu. Prosim. Ja, v svojem tistem prispevku sem se osredotočil bolj tisto delno, prvi del, kar sem napisal, se ukvarjal v diplomski nalogi. Ampak profesor, danes božji služabnik Anton Strle, pri katerem sem, mislim, da zadnji delal diplomsko nalogo, jaz po šali pravim, da potem si ni upal več po meni sprejeti, torej, še danes mi ostaja, s kakšno zavzetostjo je on pregledoval tiste moje borne prispevke, ker je zahteval, da mu nosim po poglavjih, ker je vedel, da drugače ne bom nikoli končal. Kako mi je vedno dodal kup literature, in to so me opozarjali, ne pri njemu delati, ker ti bodo zmerjene 3 knjige, da jih preberi. No, ampak zanimivo, ne, če govorimo tukaj o duhovnosti pri Rebuli, jaz se nisem ukvarjal v diplomski nalogi, se nisem niti dotaknil njegovih teoloških esejev, kar je gotovo med slovenskimi, pa tudi drugimi pisatelji, le vendarle neka posebnost, da eden tako eminenten pisatelj napiše čisto teološke eseje. Prvi so išli v smer Nova zemlja, drugi potem so bili dodani še eseji, ko so išli za drugim zagrinjalom nekaj podobnega, dodani še novi eseji. In zdi se mi, da bi bilo to izredno zanimivo, na kar me je hotel tudi mene takratni mentor opozoriti, to je, da bi iskali vire, od kje je on jemal navdihe za svoje pisanje, zlasti teoloških esejev. Tako mi je ob eni priliki hotel Strle podtakniti Delibacove Méditation sur l'Église. Jaz pa francosko ne znam, takrat sem pa še manj znal. In sem rekel, jaz francosko ne znam. Je rekel, kar berite, boste se naučili francosko, je rekel, in pa še teološko se boste podkovali. No, seveda tukaj ni uspel. Ampak kakorkoli, zdi se mi, da bilo res, koliko je on od Delibaca jemal, koliko od Congarja, od teh velikanov in kje potem prihaja to pri njemu na dan. To bi res bil eden teolog, ki bi imel en tak širok zamah, da bi to lahko naredil, ker to bi bilo res zelo zanimivo. Tudi z tega vidika, ker tako, da rečemo, Delibac je bil toliko časa prepovedan avtor. Morda po krivici so ga kolegi teologi, jezuiti tako očrnili, da so mu prepovedali objavljati, potem pa je postal koncilski teolog, eden od očetov drugega Vatikanskega koncila. To je ena plat, potem druga plat so gotovo, da je ta, in tukaj sem se jaz bolj našel, da sem te duhovne vsebine iskal v drugih čisto literarnih delih. In tam sem obdeloval Divjega goloba, no potem sem pa tudi obdelal, kriv pa je pa zaslužen prav gospod Jevnikar, zato, ki mi je dal napisati uvod, spremno besedo k italijanski izdaji Nocturno za Primorsko, in sem tam potem se posvetil vsem tem pogojno rečeno duhovniškim romanom Divjega golobu, Zelenem izgnanstvu, Jutranice za Slovenijo, ki je velikokrat spregledan, pa vse do Nocturna za Primorsko, tisti, ki me najbolj seveda se dotaknil, ker opisuje Trčelja, bi vzel Trčelja. Kot zanimivost naj povem, da je bila prva knjiga, ki sem jo v življenju uredil prav o Filipu Trčelju, ki je bil popolnoma zamolčan, krivično ubit leta 1946, skupaj z župnikom Krašno. Čeprav je izgorel za slovenstvo, so ga njegovi sonarodnjaki določene ideološke smeri ubili po Svetih treh kraljih in ga zagrebli in potem so ga ljudje pokopali.
In je bila prav tista knjižica spodbudila pisatelja, da je ustvaril tako umetnino, kot je Nokturno za Granovsko. Dogaja se na Vipavskem, tako da sem doma in tako dalje. Torej, jaz sem tam tukaj bolj iskal in potem je pa še ena stvar, to je ta študijski del. To je ta teoretični del, ampak kaj mene pravzaprav pritegnilo k temu, ko sem sam, torej sem bil že v bogoslovju, jaz smo v drugem letniku smo dobili novega duhovnega voditelja, spirituala, to je bil dr. Pirnat. In on je napisal en članek, kjer je začel z Rebulovim citatom. In jaz sem se mu približal svojemu spiritualu in sem mu rekel, da mi je zelo lepo, človek brez korenin lahko samo umira, ne more zeleneti nekaj takega. In je potem rekel, sem nekaj pohvalil in je rekel, glej, zdaj ti pa jaz moram nekaj povedati. Torej, in to je name naredilo kot na mladega, tistega, ki se pripravlja na duhovništvo, izreden vtis, da naš duhovni voditelj je rekel tako. Ko sem jaz prišel od vojakov, sem bil nekako tudi duhovno strt in sem kolebal, ali ne grem v bogoslovje, ali ne grem, ker on je že 2 leti naredil in potem bi, ali ne grem, nadaljujem ali ne. In meni je bilo to, da naj ne bi nadaljeval, nima smisla vse. In je prišel mu v roke esej Rebulov škandal križa v škandalu cerkve. In je rekel, tisti esej je meni spremenil mišljenje in tisti esej je meni pomagal, da sem jaz potem šel zopet v bogoslovje, postal doktor teologije, postal naš duhovni voditelj in potem tudi v Mariboru in potem tudi predavatelj. No, ampak, veste, to je name naredilo, da je on priznal, v kakšni krizi je name naredilo izreden vtis, tisti, ki nas vodi, je sam šel skozi to krizo in kaj ga je iz te krize potegnilo, tako da mi je bilo potem še z večjim nekim zagonom sem jaz bral in vem, da sem potem nekje sem prešvercal takrat oblaki Michigana iz Koroške, ne, in sem potem, ne samo greh, da sem prešvercal, sem potem tudi to delil in eden prvih je bil dr. Pirnat, ki sem rekel, poglejte, gospod, ne imam ta, dej tam sam res tako. To je to. Hvala. Ugledna časnikarka in publicistka Alenka Puhar, s katero ste v teh prostorih nedavno praznovali lep življenjski jubilej, je za svoje esej izbrala zelo izvirno tematiko in tudi obliko. Njen prispevek se končuje z besedami. Zdaj vem, katero besedo sem iskala. Zgodovinsko ganotje. Prosim. Tako, dober večer. To je glavna junakinja, glavna oseba personificirana tega mojega eseja, posvečenega Alojzu Rebuli. Besedo ganotje in zgodovinsko ganotje boste zlahka razumeli, če vidite, zakaj gre. Gre za najbolj slavno fotografijo iz NOB-ja, partizansko fotografijo, je delo fotografa Petka in prikazuje prizor, ko en del 14. divizije koraka navkreber v snežnem metežu, vidi se, da piha silen veter, globok sneg. In ti partizani grejo kam? Grejo v cerkev. Zanimivo je, torej jaz to fotografijo poznam od otroških let in se mi je od nekdaj že kot otroku zdela pretresljiva in ganljiva in sem globoko sočustvovala s temi ljudmi, ki korakajo z nahrbtniki v takem mrazu in snegu navkreber.
prvi knjigi, kjer sem to fotografijo videla, ni o tej fotografiji pisalo nič drugega kot eno propagandno besedilo, ki v knjigi nastopa in ga boste lahko prebrali. Moram je meniti 35 let, da je ena knjiga o 14 ljudeh in o fotografu Petku in tej fotografiji pod to fotografijo napisala, zakaj gre, kje se dogaja, kaj se dogaja. Pa to zelo suhoparno, ampak ti podatki osnovni so bili tam navedeni. Takrat so partizanski zgodovinarji molčali o teh stvarnih podatkih, zakaj je šlo. Eden od teh stvarnih podatkov je srhljiv, in sicer je polovica 14. divizije izgubila življenje. Ali so bili postreljeni, ali so zmrznili, ali so zboleli in umrli na poti. Skratka, šlo je za eno propagandno akcijo, ki je bila totalna katastrofa. In tega niso hoteli nikdar priznati, oziroma niso priznali in natisnili. Alojz Rebula je izraz zgodovinsko ganotje uporabil v majhno drugačnem smislu, kot je mene to navdihnilo, to zgodovinsko ganotje. On je veliko bival na domačiji svoje žene in je, kot mnogi Slovenci, bil planinc, izletnik, potohodec, kot je rekel danes Zajec. In je skratka prehodil vse bližnje in daljne pukle tam okoli. In je lepega dne, poleti 1953, prikorakal do cerkvice in rekel, aha, to je pa tista partizanska, slavna partizanska cerkvica. Večino dnevniškega zapisa, v kateri je to pisano, ta dan, v kateri sem jaz to našla, pa ni posvečena 14. diviziji, temveč srečanju med to partizansko zgodovino in sedanjostjo. Sedanjost pa je nedelja, letna nedelja in ljudje iz vse bližnje okolice so prišli k maši in gre za en zelo kultiviran reportažen zapis, kako na podeželju izgleda taka maša. To je za tedanje razmere v matični zgodovini skrajno nenavaden tekst in se seveda nikdar ni nikjer pojavil v matični zgodovini. Objavljen je bil v reviji Sidro, ki je izhajala med 2 ali 3 številke v Trstu, samo tisto leto. Potem je usahnjena, ker ni bilo denarja. In ta ganotje zdaj zapuščam in grem v drugo smer. Jaz sem zelo zavzeta za nižje vrste literature pri dobrih pisateljih, skratka za zapise, za dnevnike, za pisma in za tovrstno literaturo. In zato sem vneta zbiralka dnevnikov in revij, in to zlasti tistih, ki so bile natisnjene za mejo, se pravi na Tržaškem, Goriškem in na Koroškem. O tem nekaj malega pove, da sem dala pobudo tudi za raziskavo mosta in zaliva, v kratkem bo pa tudi Mladje doživelo svojo publikacijo. No in rada bi skratka
čim več ljudi opozorila na pomen branja tovrstnih tekstov, ne samo romanov, sonetnih vencev in podobnega, teh najvišjih oblik literarnega ustvarjanja. No, zdaj pa iz tega nevtralnega tona preidem v še nekoliko jeze, a ne? Moram reči, da me zbuja hudo nejevoljo, kako nevedni in ignorantski so ljudje do tovrstnih zapisov, do tovrstne publicistike. Glejte, v povezavi s petkom bi človek rekel, da je tista velika vojska partizanskih piscev, ki so šli v desetine in stotine in so imeli celo svoje klube, ne? Človek bi nekako pričakoval, da bojo brali še kaj drugega kot partijski list, ki je izhajal v Jugoslaviji, in te močno kontrolirane vire. Človek bi nekako pričakoval, da če že niso brali tovrstne publicistike, da bi imeli kakšnega prijatelja, ki bi jih sunil pod rebra pa rekel, poslušajte, tam je en pisatelj, ki hodi okoli teh hribov, a veš, kako je fajn napisal tisto Petko? Okej. To se enostavno ni zgodilo. Jaz poznam dosti dobro vso literaturo o Petku in tem. In Živkast nikdar ni omenjal, da je Repula prehodil vse tiste hribe in doline in ki je napisal o tem. Zanimivega, dobrega, pomembnega. No, nazadnje bi še en droben poklon, ko je bila 25 let ta obletnica pohoda 14. divizije, sta se dva moja prijatelja, oba sta že pokojna, odločila, da je pa to too much, da še zmeraj ne vemo, kje je ta cerkvica. In kako se imenuje, in na katerem hribu stoji. Najbolj slavna partizanska fotografija, pa tega osnovnih podatkov v njej ne vemo. To sta bila Jože Snoj in Joco Žnidaršič, dva Jožeta, in sta prehodila vse hribe tam okoli. Noter so našteti v mojem besedilu, tako da lahko vidite, kako sta iskala in pa nazadnje sta jo našla. No in skratka, Repula se je zmotil za en hrib. To ni Svet Lavrenc, kot je on mislil, čeprav je čisto podoben, temveč je Sveti Fabijan in Sveti Boštjan. Tako, a bo zadost? Najlepša hvala. Profesor Aleš Marvel nam je že v Trstu na prvi predstavitvi povedal, kako šteje Rebulo za enega izmed svojih učiteljev. Tudi naslov njegovega eseja je Skriti učitelj moje mladosti. Vendar je tudi povedal, da se je do njega malo ohladil, potem pa spet približal. To je bilo lepo, da tudi v Ljubljani poveš. Ja, hvala lepa. Moram reči, da je ravno povabilo k sodelovanju pri tej sjajni knjigi bila tista spodbuda, da sem ponovno sploh pomislil na Alojza Rebulo, ker ta odmik, o katerem je govoril Ivo, je bil na neki način res globok. Potem sem pa presenečen ugotovil, da je bil Alojz Rebula v resnici eden mojih najpomembnejših učiteljev v mladosti, v poznih letih gimnazije in potem na fakulteti in še nekaj let po fakulteti. Kot je že dr. Fridlova nakazala, sojim seveda med tiste, ki se z Rebulo nismo osebno srečevali. Če se prav spomnim, sem ga srečal osebno enkrat samkrat v življenju, takrat, ko mu je teološka fakulteta podelila častno senatorstvo. Zato sem tudi že v Trstu dejal,
da sva izvajala neke vrste pouk na daljavo. Takrat od tega pojma seveda še nismo poznali, kajti Rebula je pisal za družino, jaz sem pa njegova besedila požiral. In ko sem razmišljal o današnjem srečanju, sem se tudi spomnil, da sva to ljubezen do Rebule delila z mojim sedanjim najboljšim prijateljem, katerim sva se ravno takrat tudi spoznala. In eden najlepših poklonov, ki mi jih je dal v teh prvih mesecih najinega prijateljstva, je bil, če bi se lahko večkrat srečal s tabo, bi jaz celo Rebulo nehal brati. Zakaj mi je bil Rebula tako blizu in zakaj sem se potem od njega nekoliko odmaknil? Mislim, da se je Rebula sjajno prilegal tistemu občutju, ki smo ga delili, se mi zdi, številni mladi katoliški petelinčki nekje od druge polovice 90-ih let naprej. To je bil po eni strani čas intenzivnega kulturnega boja, ko smo bili polni nekega bojnega zanosa, da bomo pokazali idejnim nasprotnikom, da imamo mi popolnoma prav. Na drugi strani je bil pa tudi čas popolnega optimizma, kajti popolnoma smo bili pričani, da imamo mi prav in da je samo še vprašanje mesecev ali največ nekaj let, da bo to postalo tudi popolnoma jasno. Seveda, tu že vidimo tudi kal odmika od Rebule. In Rebula je bil sjajen mislec za to občutje. Kajti po eni strani je, po mojem mnenju, poseben po svojem izjemnem poudarjanju močne vere v vstajenje kot osrednjo vsebino krščanske vere. In to je bilo tudi takrat zame zelo pomembno, čeprav sem takrat vstajenje doživljal zelo triumfalistično. Danes pa je ta močna Rebulova vera v Kristusovo in naše vstajenje tista opora v dvomu. Kajti, ko ti umre nekaj bližnjih ljudi, potem se mogoče tudi vera v vstajenje nekoliko zamaje in ni več tako močna kot v mladosti. Druga stvar, se mi zdi, vsaj zame, je bila izrazita Rebulova latinskost. O tem je bilo že nekaj povedanega in številni slovenski katoliški misleci na tej točki ne delijo Rebulovih mnenj, zaradi tega, ker se mi zdi, da za slovensko katolištvo je v veliki meri značilno neko žalovanje, da vzhodna komponenta krščanstva v slovenskem krščanstvu nima večje vloge. Tega pri Rebuli, čeprav je izhajal iz Trsta, kjer je ravno ta smer bila zgodovinsko močna, nisem zaznal. On je bil prepričan latinski kristjan. In to mi je bilo blizu takrat in mi je blizu danes. Tretja stvar pa je delil Rebula z nami, mladimi katoliškimi petelinčki, neuničljiv optimizem. In tukaj se mi zdi, mogoče me bo Ivo popravil, ampak prepričan sem, da to ne je bilo mogoče, če bi Rebula živel in deloval v matični domovini. Tako pa je živel v okolju, ki je gotovo bilo zahtevno, kar se tiče ohranjanja slovenskega jezika in slovenske istovetnosti, vendar je bilo prostor svobode, da si lahko živel svobodno kot katoličan. Tega v Sloveniji ni bilo in zdi se mi, da niti moja generacija te velike travme nesvobode ni uspela preseči. Presegla jo je šele mlajša generacija, rojenih leta 1990 ali celo pozneje. Jaz sem zelo navdušen, ko poslušam
mlade katoličanke in katoličane, ki so zdaj stari 20-25 let in ugotavljam, da oni že imajo ta občutek svobode, nam pa je bil žal odvzet in tukaj je bil Rebula res izjemen učitelj. Zdaj pa tista točka, na kateri sva se potem razšla. Seveda, enako kot mi, je tudi Rebula verjel v to, da bo bolj ali manj vse v redu, ko se bo Slovenija, ko se bo slovenska družba vrnila na zahod, in tudi mi smo pričakovali od tega zahoda, od zahodne Evrope, nekakšno Indijo, Koromandijo. Vendar se je potem vsaj za nas izkazalo, da te Indije, Koromandije ni ali ni več in da pravzaprav mogoče niti leta 1990 ni več obstajal tisti zahod, o katerem smo mi sanjali, ker je sekularizacija tako napredovala, da pravzaprav te svobodne, krščanske zahodne Evrope, v katero je bil tudi Rebula, se mi zdi prepričan, ni bilo več. In seveda to razočaranje je bilo veliko, lahko rečem, da je doseglo svoj vrhunec pri meni šele v čisto zadnjih letih. Medtem ko se mi je zdelo, da je Rebula ostal zamrznjen v času in da je zanj ta čudež zmage nad komunizmom predstavljal dokaz o večni živosti krščanstva in temu je ostal zvest do čistega konca. Mi, nekdanji mladi petelinčki iz 90-ih, pa smo pač ugotavljali, da to ni bil konec zgodovine in naša izkušnja v Sloveniji je bila v bistvu izkušnja porazov. In to je ravno tisto, česar mlajši od mene nimajo, in kar je njihova velika prednost. Oni nimajo te izkušnje ali pa tega prepričanja, da so pravzaprav doživljali same poraze v času od sredine 90-ih let pa do danes. To je res ogromna prednost, in tudi Rebula seveda ni gojil tega občutja. Bil sem pa zelo presenečen, ko sem ravno v prispevku dr. Fridlove našel Rebulov citat, ki pravi, da so ravno epski neuspehi slovenskega katolištva, ko je spodletelo na eni strani Rožman, na drugi strani pa Kocbeku, dokaz njegove vitalnosti. Jaz moram priznati, da do tega miru ali pa do tega uvida še nisem uspel priti in na tej točki se očitno od Rebule nisem dobro učil. Akademik Milček Komelj nas je v Trstu presenetil s podatkom, da se z Rebulo pravzaprav osebno ni poznal. Vendar ga je očitno njegov opus tako pritegnil, da je lahko napisal tako globok poslovilni govor na komemoraciji po njegovi smrti na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Tisti sestavek smo objavili v posmrtni, posthumni Rebulovi knjigi Apokrif. In pa ravno tako globok referat, ki je objavljen v tej knjigi, ki je napisal za 21. Slomškove dneve lani, takrat, ko so mu podelili tudi naslov častnega člana Društva katoliških pedagogov Slovenije. Prosim. Ja, jaz Rebule res osebno nisem poznal, sem ga enkrat videl na vrtu, z nekom graf, na vrtu, gostile še Stica skupaj z akademikom Stantom Gabrancem,
naprimer, pa Svet, da bi prišel nagrado in podobno. In sem ga tudi v življenju, nisem imel časa veliko, ker sem centralni zgodovinar, tudi kaj prebral, ampak ko sem ga prvič bral, ne, mi je takoj bilo jasno, da je to bogat, nadarjen umetnik oziroma da je rojen ustvarjalec, ne, tem dvoma, me je preživel svoje lepote in podobno. Nisem ga pa spremljal, ne, sistematično, zaradi vseh mogočih obveznosti in sem se bolj slikarstvu posvečal. Ko je pa umrl, nažalost, ne, sem bil stajnik, ko ste povedal, umetniškega razreda na akademiji in noben pisatelj ni hotel o njem govoriti, jaz sem moral zagotoviti govor in sem potem seveda imel priložnost, žalostno, da sem njegov odnos do njega, sem hitro še pol knjige prebral in dolg govor in potem je imel to nek nenavadno odmev, mi je njegova hči rekla, da je skozi me spregovoril, to zato rečem, ne, se ne hvalim, ker ni skozi me spregovoril, ne zato, ker je bisko dobro pisal, ampak ker sem ga toliko citiral, ne, skratka, besede in potem to pravno potem naneslo nekako, da sem zdaj nekaj stvari v njem napisal, no, in to často članstvo je pa tudi tako nekaj nenavadnega, ker 30 let izbiram pa komentiram slike, umetniške priloge za revijo Društva katoliških pedagogov Slovenije vzgoja, so me potem počastili in potem zvem, ne, nekdo potem, da mora častni član imeti enourno predavanje na slomu. In jaz se strašim, če predavam, sem si že zamislil nekaj strokovnega, umetnozgodovinskega, sva sem rekel, da bo to poslušal, potem je hip vprašilo, da je Rebula kot nalaž, zato ker je pač iskren, globok katoličan, hkrati pa seveda velik domoljub. To društvo pa, kot vem, vedno organizira preditve in posvetovanja, ki spodbujajo domoljubje, oziroma odnos do slovenskega naroda in podobno, in sem potem napisal veseljem to besedilo, ki je bilo potem, je res, vidim, bilo primerno za te poslušalce in je potem bilo objavljeno na spletnih straneh društva in družine in potem je gospod Revnikar, oziroma vi, ne vem, kaj ste to videl, smo povabili, no, da je to besedilo, da je tukaj objavljeno. Nekaj sem seveda neponosen, ampak počaščen, zato ker tako občudujem pisatelja Rebulo, skratka, sklop nenavadnih naključij. Rebula mi je pa seveda blizu svojim odkrili lepote, skratka, on je genialen svojim jezikom, s katerim znam kot slikar čudovito naslikati naravo, lepote, stvarstva, zelo precizno, hkrati pa prežeto z neko milino. Ne bi strasten človek, ampak je to prežel z neko milino in slutno večnosti. In če berete njegove opise, oznake, pokrajine narave, ves čas z nenavadno intuicijo, z metaforami, ki niso prisiljene, ampak se zdi, da so naravne, bogadane, tako rekoč, tako lepo približa, da za vsem to konkretno realnostjo zasluti pridih večnosti. Več kolikrat napiše, če bi citiral, lahko bilo za 10 strani raznega primerjav, ker čuti podobek iz narave privid slutno ustajenja. Skratka, tako je naravnan bil na lepoto sveta, konkretnost, navezan na zemljo, hkrati pa to z vidika večnosti in onstranstva gledal. To sem skušal nekako prikazati, ne. Po drugi strani sem pa poudaril tukaj, ne vem, ko se dal že naslov, ampak to ta njegov domoljuben vidik, ker je bil on tak glasnik slovenstva. Prepričan je bil, da je slovenski narod, ki je majhen po manj številnosti, svet sicer pa velik in je ravno ničkokrat napisal, da ravno majhnost nam da, da polno živimo, še bolj zaokroženo in podobno. In tukaj bi podobil in v Preglu, ki je napisal, da vsak narod še tako majhen je kot organ v organizmu, ki izgleda nepomemben, v resnici je pa v nekem božjem kozmičnem načrtu nepogrešljiv. Skratka, imel tak mističen tako odnos do slovenstva in do lepote in je bil v bistvu slikar na nek način besedo, če tudi sam prav, da nima smisla za slikarstvo, ni izučen in tako naprej, ampak je imel strašen posluh, substilen in nekje, se zapomnil nekje predno fresko, neko junak reče, občuduje Grenadaja in reče, da za umetnost pravo, da mora biti preciznost povezana z neko mistično globino, veljamo skratka. No, na tak način on gledal na svet. Če pa gledamo njegovo, ne tematiko, ampak detajle z njegove literature, se vidi, da je tako rekoč zasadil v svojo literaturo vso topografijo slovenstva. Tam najdemo kozovce, lipe, slovenske dežele s cerkvicami, vse pokrajine. Meni je pri srcu, da če tudi Primorec tako čudovito Dolenjsko označil kot vir duha in tako naprej, kot
dežela največje miline in podobno. Skratka, Gorenjsko čudovito pisal, no vse pokrajine, da ne govorim o Krasu, njegov prijatelj, ne. Stane Gabrovec je večkrat napisal, in to sem nekaj citiral, ne, da mu je oče Kras naročil, da naj svojo barko, ne, skratka, antično barko po Slovenskem morju, reže valove, pluje in tako naprej. Skratka, Valvazorja vidimo noter, potem ustoličenje knezov, korentanskih, skratka, vse sta slovenski imaginari, vse je to zajeto, pa ne na folklorni ravni, ampak vključeno v te sjajne njegove pripovedi, ki so napete, hkrati pa onstranske skoraj da. In če pa gledam to kot umetnost in zgodovinar, ne, je pa tudi imel poseben smisel za Štimgo, ne samo slikarstvo, ampak je ničkolikrat čudovito označil slovenske cerkve, te drobne podružniče cerkve, srednjeveške pa z baročnimi zvoniki, ki so potopljene v zelenje, skratka v hribih, in jih je doživel posebno tak junak njegove literature, je bila pa cerkev v Čelovniku, s poslikavam začetka 16. stoletja nad Zidanim mostom. In tudi ta cerkvica je tako inventivno, ne, vključila svojo lepo duhovito pripoved, gospa Alenka Puher, je tudi ena takih občutenja. In tukaj je on bil, ne bom rekel umetnost zgodovinar, ampak umetnost zgodovinar je seveda tisti ta pravi, stare vrste, kot so bili Frances Stele, so seveda svojim poznavanjem, ali pa Cevc, kot njegov najzvestejši učenec, so umetnine, zlasti te so provincialne na nek način, ne? Sprav niso z evropskega vidika same po sebi veliko vredne, ali pa z nas veliko čustveno vrednost. Ne sem zgodovinsko, on je to dojel v vseh dimenzijah, ki je označil živo sejvanje v ljudi srednjeveške, kaj so v njih dojemali, in s takim žilanjem je tudi on marsikaj napisal iz zgodovine in je imel smisel za to občutje. In Stele, ki je bil sjajen zgodovinar, je v najboljših delih, predvsem pa v tistih, ki niso bile v strokovnih knjigah, ampak za ljudi, je vedno skušal tudi občutenje nekaj mističnega, to, kar žareva z teh spomenikov naravo vključenih na slika, tako kot Cevc občutje. In Rebula je imel za to izrazit smisel, tako da je njegovo delo pretkano tudi s takim doživljanjem, tako da je res slovensk, hkrati pa svetovljan, skratka, antično modrostjo prežet, je to vse ne apliciral, ampak v srkovje, antiko in zelo prežalil v srednji vek, vse obdobja je doumel, se spročeval, življal v dileme ljudi, vsem tem ljudem pa skupno to, da se zavedajo miljivosti. In on je tudi pisal, tako v romanih, kot tistih teoloških slikah, knjigah, ki je gospod Rusti omenil, je odsteral zavese skozi razne vidike krščanstva in jaz, ko sem dobral, sem se čutil njegovi ostre misli, ne bi sam mistik, ampak ostr mislec, skratka, da človeka prepriča, pa mu daje misel, skratka, on je bil dejansko edinstvena osebnost, ostr mislec, strasten in skratka pesnik, transcendencen in vse njegove junake, tako kot njega samega prežarja ta zavest, da če je človek res miljiv, če ni nič onstranskega, da potem je vse nesmiselno, skratka, to bi tudi Tolstoj pisal, dokrat ni spreobrnil in zaradi tega si je dopovedoval, pa ne sem dopovedoval, ampak čutil, da smisel mora biti in je sam bil to milost, da se je prepričal kakorkoli, da je s tem živo. No, ko sem rekel, da ga nisem poznal osebno, zdaj vidim tukaj smo Alenko Puher, sem se spomnil, če lahko omenim Franceta Miheliča, in nekoč omenil, ko je pisal tja Kreda, družino. Sem jaz Miheliču večkrat pisal z občudovanje, seveda, in Mihelič tak vitalist, ki je bil zelo soroden Rebuli nek način. In se ravno tako se je spraševal in se je, če nima smisla, skratka, če ni večnosti, da potem je na tragika v svetu, samo ker ni bil kristjan, za meni verjel on stranstvo, se je reševal umetnost in je nekno obdeloval ta problem. In tudi kot bi kdo napisal, da je umetnost reševanje pred smrtjo. In ko sem tem vitalizmu nekaj pisal, je v Kredu to komentiral Rebula in rekel vitalizem, da nekako ni zdost, skratka, da ne vzdržuje človeka, na nek način že. In Mihelič je tudi videl, skratka, sem velikrat bil zadnje desetletje z njim vsak teden, in enkrat se ni zgodilo, da ne bi
govoril o človeški miljivosti, je to morilo. In je rekel, takrat, ko bomo vsi brez nosa in podobno, skratka, hlepejo po večnosti in je to projiciral v umetnost. Rebula je to odkril, na ta način sta se blizu, tudi Mihelič večkrat piše v dnevnikih, ravno tako pa vtisnikar, neki slikar smrti, in mu to ni bilo jasno, ker je pa prijatelj velik, kolikor vem, z Vinkom Ošlakom in preko izvedi prijateljstva, da bo še preučeval, skratka. Tako da je tudi likovna umetnost ga z tega vidika občutenja, iskanja smisla pritegnila, me pa ne nos, ampak s celim telesom, dušo, ne vem, je vse te skrivnosti umetnosti dojel in bil velik estet in mislec in jaz, skratka, to sem začutil, ko sem ga prvič, ne, še detajle prebral odlomke, ko sem pa zdaj, takrat je umrl, na hitro prebral, ne, da sem lahko cel govor, sem pa bil čisto na novo očaren, ne, in zato zdaj tukaj sedim pravzaprav, ker nisem nikdar zadenjal, če tako rečem, da je teravno zgodovino. Hvala. Lepša hvala in zdaj lahko zaproskamo vse peti. Mislim, da imamo še nekaj minut, ne, časa za razgovor. Najprej bi dal besedo, če želi kdo tukaj pri omizju komentirati koga drugega, kakšnega kolego tukaj. Drugače pa da nam... Zdaj vidi to sliko, ne? Tole sliko, to je res, kot je rekla, najbolj taka mogoče polarna, simbolična, arhetipska slika s partizanov. In ker je govorila gospa Alenka, ne, o dnevnikih, kaj še pomen imajo, sem imel pogled od Jakčeve dnevnike nekoč, ne, in je v tem tudi Jakac pisal, zakaj. Ko so izdali knjigo Staneta Trčaka, Živi zid, o poti 14. divizije, je Jakac to ilustriral. In ker on mladosti je sliko z fantazije, ker zdaj pa sem to, kar je videl, bi bil realist, je v grafiko visoko jedkanico te slike in to grafiko, to fotografijo prevedi. Sliko sneg pa to, v te visoke jedkanice, ki jo je ravno upeljal iz tehnoloških razlogov med partizani. In seveda on se je zavedal, ne, da s tem poveliča to fotografijo, oziroma samo interpretira, ne da bi hotel kopirati. Potem so ga napadali in je pisal v dnevniku, kako je mogoče so ljudje tako nuki, neumni, da mislijo, da sem hotel eno okras, ko sem vendar hotel to, ki je tako znana podoba, ne, da samo to trajno umetniško obliko, ne. Ja, če dovolite, bi morda samo še omenila, da seveda hvala gospe Alenki Puhar, da je poudarila pomen Rebulovih dnevniških zapisov. Sama sem nekako temeljiteje brala Vrt bogov, ki je leta 1986 išel pri Slovenski matici in seveda tudi ta njegov dnevnik kaže na to, kako njegovi zapisi, poti nikoli niso deskriptivne, ampak seveda odpirajo najbolj temeljna vprašanja, ki si jih je zastavljal, morda tam daleč od doma, bi rekla, še veliko bolj intenzivno, kot si jih je zmogel tukaj. In prav Vrt bogov pričuje o tem njegovem izjemnem premišljevanju, ob srečevanju seveda z Slovenci v Združenih državah Amerike, v tem njegovem izjemnem spraševanju o usodi slovenstva, o čemer smo zdaj nekaj slišali. In v teh svojih spraševanjih je na nek način poln vitalizma, ko bere slovensko zgodovino, recimo, ko se neka ženska ustavi svoje kolo, ker zasliši, da govori slovensko, tam sredi Amerike, on zapiše, ja, sinovi slovenskega Siona smo, Trubar nas je pripeljal iz puščave, Prešeren nam je dal ime, Cankar nam je postavil šotor postave. Ampak potem pa seveda že naslednji hip je pa seveda tudi skozi ta srečevanja, kam pa je zdaj komunistična, bi rekla skoraj ta okupacija matične Slovenije pripeljala, ne, to slovenstvo, se zaveda, kako izgubljamo z izgubo, tako kot sem že omenila, klasično filoloških vrednot, tudi humanizem, ta tipični človeški, in seveda hkrati seveda poudari
resignirano že ugotavlja, kar nas mora v 21. stoletju še bolj skrbeti. Slovenci hočemo umreti, narediti križ nad vsem, nad krščanstvom in socializmom in umreti. Napraviti, da nas ne bo, da pridejo namesto nas drugi, vrednejši, da živijo. Skratka, hkrati pa seveda ta zavest, da živimo, da smo prisiljeni živeti neko nihilistično dejstvo, v katero nas meče sodobni družbeni mehanizmi, tako da je ves čas razpet na nek način, ne? In iz te svoje razpetosti piše najbolj izjemna premišljevanja. Kar pa bi morda se ob branju tega vrta bogov in česar se pa nismo dotaknili, pa bi morda vendarle izpostavila. Govorili smo o izjemni Rebulovi osebnosti, zdaj pa je treba govoriti ne o temni plati Rebule, ampak seveda o temni plati nadzora tudi nad Rebulovo literaturo. Namreč v svojem prispevku poudarjam, da še leta 1986, ko je Vrt bogov izšel, je doživel izjemno oster odziv v javnosti. Jaz temu pravim, da so izbrali prime time in prime ministersko pozicijo. Namreč v Delovi novoletni prilogi 31. decembra 1986 je sam Mitja Ribičič zapisal izjemno odklonilno stališče, da seveda poveličuje Quislinge v tej knjigi, da se druži z našo emigrantsko duhovščino, kar seveda sploh ne drži, ker je ta nabor Slovencev, s katerim se srečuje Rebula, izjemen. Hkrati seveda pa Ribičič ob tem zapiše, da ne zdi se čudno, da tako čudna knjiga še bolj čudnim spremnim besedilom akademika Boga Grafenauerja da je pa čudno, da izide pri tako ugledni založbi. Skratka, vedno tisti akcent, založbo bi moralo biti sram, da nekaj takega izda. In ko sem na tej osnovi pregledovala tudi arhiv Slovenske matice, naj poudarim, da me je še veliko bolj kot seveda odziv neke, bi rekla, toneče, utapljajoče se takrat že komunistične oblasti, zaskrbelo to, da so na Slovenski matici na upravnem odboru zelo diametralno različno razpravljali, ali bi bilo treba to knjigo cenzurirati. In našla se dokument, kjer Anton Ingolič, takrat je bil upravni odbor oziroma ta založniški svet, delegiran strani SAZU-ja, je bil van delegiran Anton Ingolič, govori, da taka knjiga nikakor ne bi smela iziti in bila potrebna cenzura. Skratka, leta 1986, Anton Ingolič. A smem jaz še osebni spomin. Jaz se spomnim tega Ribičičevega on je govoril o katoliških petelinčkih, jaz sem bil samo petelinček, ne vem, koliko sem bil katoliški, ne vem. Sem z vso svojo mladostno ihto napisal en članek v Tretji dan, kjer sem polemiziral z Ribičičem, mislim, to res noro, ne, do konca. Ga mu rekel, naj bo tiho, ker ne pozna stvari, torej res ostro, in to je bilo objavljeno. In ponavadi, ko smo bili v bogoslovju, smo, kar je bilo na ročniku na razne časopise, jedan prišel, pa jih je znosil po sobah, ne. In mislim, da je bil petek popoldne in tam so bile študijske ure, vsake par minut potrka eden. O Božo! A še tu, ja, točno to so hodili. Ja, zakaj pa ne? Sem rekel, pa se je strok študij, se nas kam, se veš, da ne, mislim, takrat res mi nismo, ko je bilo od 5. do 7. To je bilo študij, ne, so rekli, da še niso zaprti.
beseda občinstvu. Mater Edi Kovač, prosim. Ja. Hvala lepa za besedo, se slišimo, a ne? Ja. Ker snemajo zato. A ja. Na, tle imaš, daj. Aha, to njega. Hvala lepa. Kaj mora vse znati glavno, rejnica na Matinsko. Ja, hvala lepa za besedo. To je prilika, da sem prvi, ki se lahko tudi javno obtožim svojega greha, da svojega prispevka nisem dal za ta zbornik. Je bilo zdravljenje, so bile druge stvari, ampak moram reči, da imamo odlične urednike, Ivo me kar potolažil, da bom tisto lahko še objavil, mladiki. Ampak zakaj gre, a ne? Namreč skrivnost, da sem imel, jaz bi rekel, kar to milost, da sem zadnja leta spremljal pisatelja v njegovem življenju. Mesečno sem se vozil v Loko in sva govorila. Veste, kaj je bilo zanimivo, ne? Da seveda drugi literarni kritiki ste ugotavljali, katere osebnosti so podobe njegovih junakov v knjigah. Ne? Je pa strašno zanimivo, da se je on znal živeti v kakšnega literata, kakšnega misleca, ki ga v življenju ni videl. Ne? No in tak je gotovo bil Jacques Maritain in učenec Jacquesa Maritaina je bil profesor Janžekovič. In ko imel na Tromostovju profesor Rebula predavanje o Jacques Maritainu, je seveda potem izval profesor Janžekoviča in njegov prvi stavek je bil: gospod Rebula, danes sem se jaz o Maritainu veliko naučil. Je bil njegov študent. In rekel, točno takšen je bil, ne? Visok, obarvil, tako prav fizično se je Rebula van živel in ga znal upisati. Ne? No, jaz Maritaina nisem srečal, me pa samo spraševal, a v kakšen spominu ga ima v Toulouse, ker tam pač umrl. Pač pa me spraševal o Delibaku. O Delibaku, ki ga tudi nikoli ni videl, ampak tako ga je Delibak sprejel, ravno s to svojo optimizmom, eskatološkostjo, svojo veličino. In rekel, ampak to je velik človek. Rekel, ja, veste, tudi fizično je strašno velik. Delibak, hkrati pa je strašna milina, ko sem se mu predstavil še za čase Jugoslavije, da sem slovenski študent. In takšno simpatijo do mene pokazal, rekel, Slovence sem vedno rad imel. Ne? Se pravi, neverjetno je, to še ostaja, ne, rekel, študijo, rekel, ne samo umetnostne zgodovine, tudi filozofija, teologije, da bi kakšne paralele pokazali med velikimi mislimi, zlasti francoskimi personalisti, ki jih je on občudoval in jih osebno nikoli ni srečal. No in v tem smislu, če lahko, ker tukaj tudi urednica, a ne, pišem spremno besedo za François Mauriaca, se kaže kva, to kar verjamem, in neverjetno vidim, nikoli se nisem srečala, nekaj ga bral, pa zopet se kaže kva, to kar verjam, tega pa ni bral, a ne, bral je Sverle, ne, ampak kako sta se podobna in se mi zdi, to bi lahko tudi Rebula napisal kot Mauriac, pravi, seveda to je maj 68, to so ta leta, ko so mladi kristjani, katoličani, kritični do vseh inštitucij, ne, tudi do cerkvene. On pa tako pogumno napiše, pravi, nič ne olepšuje svoje matere, Mauriac. Enostavno pove, ne reče, da je bila neznosna, no, ampak da je bila huda jazeniska in da je bila težavna, ampak končno sem pa od nje, to je bila od posoda, v kateri sem srečal, oziroma sem doživel, sem dobil bogatstvo evangelija, bogatstvo besede, in zato sem lahko vse življenje hvaležen. No in to podobo se mi zdi cerkve, a ne, ker tudi on je bil zelo kritičen do cerkvenosti, sam je napisal v Krščanska avantura
to bi bil dolg konfiteor, ne? Se pravi, če bi govoril o grehi cerkve, ampak končno je pa na koncu, to mislim reči, da prišel do tega, da je po Pavlu je bil njegov prijatelj, da je to nevesta. In veste, vi, ki ste poročani ali pa ste bili kdaj, ne, veste, možje, da če bi kdo vašo nevesto, ne, črnil, ne, da bi bili prizadeti, ne, in tako osebno on bil od konca življenja na to nevesto, bom rekel, prizadet. Mi je pa mitiziral, ko sem ga vprašal, kaj pa imate raje, latinščino ali grščino, ne? In lepo rekel, pomislil je, ja, veste kaj, latinščina, to je jezik cerkve, pa latinščina je elegantna, ampak vi se vseeno za grščino odločili. To je beseda. Hvala lepa. Še kdo spregovoril, med drugim je v dvorani tudi sin Rebulovega najboljšega prijatelja. Mogoče imate kakšen utrinek, ki bi ga delili z nami, glede Rebule. Mogoče, mi glede, da sem bil pripravljen takoj govoriti, ampak sem imel pa še priložnost, da smo šli, bi rekel, tam v 70-ih letih skupaj v hribe, ne, tako da smo, moj oče ga je vedno peljal, tudi v visoko gorje ga je uvedel, ne, smo šli, bi rekel, ne dvakrat, tako po Transverzali, pa čez Kamniške Alpe v 3 dneh, ne, in tako da ti se bilo res zanimiv čutek, ona dva sta celo pot, bi rekel, imela filozofske, teološke, politične debate, kakorkoli bi že rekel, ne, tako da sta pogosto za mano kakšno uro zaostala in jih lepo že oddalje slišati v njunih navdušenih debatah, ne. In pa drugo, kar je pa bilo, ne, da sta si pa redno dopisovala, ne, to je bilo tako približno na 14 dni, sta si izmenjavala pisma, ne, tako da so pri nas ohranjena, bi rekel, vsa pisma, ki jih je Rebula pisal mojemu očetu, ne, sem pa to predal gospodu Jevnikarju, ne, kar bo mogoče tudi še zanimivo kaj pogledati, ne, in tako se je res tako bilo 50-letno ali pa še celo več opisovala, še več kot nekje od 40 let, pa nekje do 2008, 10 pa nekje. Hvala lepa. Ne samo z doktorjem Gabrovcem, torej očetom našega pričevalca, ampak tudi z drugimi uglednimi Slovenci se je Rebula vedno dobival, ne? Recimo, je bilo obdobje, ko je, mislim, da tedensko se dobival z nekaterimi duhovniki, nekaterimi izobraženci, se je udba zasledovala vse to. Se više. V zbranih delih Janeza Zemljariča. To je meni presenetilo, ko zdaj malo berem tisto o jezi, ne? Kako je mladega že Rebulo zasledovala udba. Tam, ko je bil še pravzaprav študent, ne vem, če je bil še poročen, kako ga je že takrat vse nadzirala. V dvorani je tudi Jezov sin, mogoče lahko še on kaj pove. Ne, vsekakor je, če berete Omerzovo knjigo o Francujezi, tam je to natančno popisano, ne. To je v tistem času, ko je bila akcija proti oživljanju krščanskih socialistov, recimo, ne, ko je bil proces proti Šolarju, proti Fabijanu in tako dalje. Takrat je bil tudi Rebula zaslišan. So ga hoteli spraviti tudi na sodišče, pa so presodili, da ne, ampak je imel tudi zaradi tega hude psihološke težave nekaj let. Ampak verjetno je o tem, kaj je v tem dnevniku, ne bo gospa Ignacija povedala tudi, kaj je v tem dnevniku. Ja, moram priznati, da smo dnevnik mislili izdati že lani ob 100-letnici rojstva, vendar smo se potem odločili, da
ga izdamo letos s podporo Javne agencije za knjigo. Dnevnik zajema dejansko zgodnja leta njegovega študija. Zelo smo hvaležni obema hčerkama, da sta dovolili objavo teh zapisov, ker seveda so to ne samo zapisi njegovega intelektualnega formiranja, študentskega življenja, ampak tudi izredno globoki, čuteči in doživeti zapisi o njegovi ljubezni, do njegove žene, Zore. In tako da so res tudi z vidika ostalih dnevniških zapisov, ki jih poznamo, nekaj res posebnega in izjemnega. Dejansko je v teh zapisih, več bo seveda lahko povedala tudi urednica Nada Šumik, ki je skrbno urejala to knjigo, je v zapisih veliko pričevanj tudi o tem, o čemer sem govorila, o iskanju poti do Boga in seveda o izkušanju nihilizma in brezsmisla, ravno zaradi tega dogodka, ko on pravi, da se je po tem tržaškem večeru na Slovenski matici leta 1953 zgrnila nanj strog teror odbe. Ne, tako lepo so. Hvala. Tako pametno, lepo so vsi govorniki govorili, da nimam nič kaj takega za dodati. Bi pa morda eno anekdoto. Ko je gospod Omerza predstavil knjigo o Odbi in očetu, sem jaz kot anekdoto povedal, da sem na Kamne pred obnovljenim Rogom 7 takih velikih kamnov, ki zamejuje park, naredil grafite. In sicer, da je to park spomina na umrle in nepokopane. In potem drug je bil pa nepokopan pa mrtvaška glava. Na teh 7, tako 4 in 3. In to sem povedal tudi tukaj in v bistvu je snemala televizija 24. In te kamni so čez nekaj časa zginili. Jaz prihajam domov in kamnov ni. In sem rekel, kako pa to, se bojo ljudje zdaj v parku parkirali. Ni res, je bilo že par avtomobilov. Sem bil prav začuden. In drugi jutro se zbudim, pogledam čez balkon in so kamni tam, ampak beli. Prišli so s kamionom, odpeljali teh 7 velikih kamnov, jih očistili preko noči in zjutraj so bili kamni sveta. Malo me izzivajo, ampak hvala. Sam to se hotel reči, kaj ti gre padlo vprašanje, ali Udba še obstaja. No, tudi danes je Nova TV24 z nami in smo hvaležni medijem, ki sledijo tem našim dogodkom. Če dovolite, samo tole, jaz sem za to knjigo, sem jo prvič videl na nacionalni televiziji v intervjuju gospe Alenke Puhar, in če bi Rebula bil živ, bi mu to povedal, kako sem videl prvič to knjigo in prvič tudi to sliko, bi rekel, bežte no. Je še kdo, ki bi kaj dodal drugače? Se mi zdi, da smo že malo... Mogoče bi pa jaz, namreč jaz sem imela to čas, zdaj ugotavljam, da sem z njim jedla in pila. Nekajkrat v Celovcu, v Tinskem, v domu Sodalitas in bila navzoča, ko so debatirali med seboj gospodje, dalje sem jih tako strahu spoštovanjem gledala, še blizu si nisem dosti upala, pa vendar dobila sem vtis o njih in tudi poslušala sem ga nekajkrat in je tako navdušeno in malce tudi teatralično predalo, da je vse zmeraj prevzel
In to je njegov tudi študent, si upam to ponoviti, rekel včeraj, ko sem spet poslušala na radiju Niščev ta ponovitev tukajšnjega srečanja, kako je že dijakom imponiral s tem svojim nastopom. No, ampak nekaj drugega zelo ponižnega bi tudi povedala, namreč v njegovi literaturi je tudi veliko ponižnosti. In da je res bil ponižen, je zame dokaz, da je po kosilu si pripasal predpasnik in šel pomivati posebej. Ja. In potem smo šli skupaj na sprehod v gost. Nabirat gobe. On je bil unet nabiralec gob, seveda. Še kdo kaj? Tam tržaški vojaki. Hvala, Ivo, si me izbral. Torej, jaz sem ga spoznal najprej kot študent. Iz Trsta mama mi je večkrat rekla, poslušaj, potem v drugi polovici 80-ih, ko sem študiral, me je navdušilo najprej veliko, takrat smo proti koncu njegova velika razglednost. Kot je bilo že rečeno, tudi po sodobnih teologih, mislecih, humanistih, filozofih, velika razgledanost, intelektualna. Navdušilo me je, in to še ponavljam, še vedno se mi zdi, da je en izjemen, med največjimi literarnimi ustvarjalci našega časa bil v svojem stilu. Pa pomislite, za mejstra iz Trsta doma, izjemen slog pri opisovanju zgodb, zgodovine, narave. In tretjič, kar je bilo tudi rečeno, kot je tudi gospa Stanovnik rekla, njegov epski zanos. In optimizem, kot je tudi kolega Rameč rekel. Njegov optimizem, krščanski optimizem, eskatološki optimizem, upanje. To je bilo nekaj. Jaz sem potem vendar odraščal v takratni Jugoslaviji, v Sloveniji, in to je bilo še drugače, kot je bil Tom v Ljubljani v 80. To je bila neka velik spodbuda, motivacija, opora, tako. In potem njegov zgodovinski, se spomnim, ko sem bral sredi 80-ih let v Sibilidem metru, velik roman za čas Rim, za časa Antonina Pija, Marka Aurelija. 2 meseca sem ga bral in se preselil v tisti čas. Pa jutri čez Jordan, in to so epski romani, tako da ta njegov epski, eskatološki, upanski zanos se mi zdi tudi nekaj enkratnega v našem literarnem prostoru, ki bo ostal. Hvala, profesorju Škamperleku. Če je še kdo? Drugače damo besedo dr. Friedelu. Mislim, da mora imeti zadnjo besedo tukaj na Slovenski matici, danes na zaključnem večeru, urednik te imenitne knjige, ki nas je vse spodbujal in čakal, vztrajno čakal, da smo dokončali svoje prispevke. Tako da mu želim izreči srčna hvala za vso opravljeno delo. Želim se zahvaliti Vladiki, da prinaša v ta naš matični in matičen prostor tiste glasove, ki nas dramijo, ki nas budijo torej in bodrijo hkrati, da tudi v času vse prežemajočega nihilizma, katerega grozo je čutil in doživljal tudi že Alojz Regula, vendarle ohranjamo optimizem, vitalizem, doživljanje transcendentnega, presežnega in na tak način
seveda z Rebulo zremo v večnost. Zdaj pa zaključna beseda je vaša. Zaključna beseda je samo zahvala vsem vam, ki ste sodelovali, pa tudi ostalim, ki ste sodelovali, vsem, ki ste se udeležili. Nas ni, kako? Knjiga na voljo. Ja, knjiga, se jo vidite tam, se razume, da se ponuja. Revija je tam brezplačna še zadnji izvodi, ker jih imamo, pa knjiga je tudi na voljo. Mi smo kot založba tudi sklenili, da darujemo vsem zamejskim maturantom, ki jih je nekaj nad 100, recimo, Trskovica, da darujemo to knjigo, tako da gredo v življenje tudi z enim takim gradivom. Evo, torej, najlepša hvala Matici, vsem vam. Hvala.